Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o kristalih. Veste, kaj me je presenetilo? Dejansko sem sama rekla, opa, to pa ni tako nedolžna zadeva. Večkrat sem vam že kazala knjige, ki jih imam jaz, tečaje, ki sem dala skozi, so Pranic Healing. Lahko najdete v Sloveniji povezavo Pranic Healing Slovenija. V glavnem, dejstvo je, da tukaj noter v tej knjigi sem najdla, to je v angleščini, da so lahko tudi stranski učinki, če nosimo kristale. In tako, zanimivo. V glavnem, dejstvo je, da ta mesec vsem, ki naročite kaj na moji spletni strani, dam za darilo enega od kristalčkov. Tako, tole so sicer kristali za vodo in te kamenčke vam, take kamenčke, vam dam pri vsakem naročilu, pač to, kar začutim. In zdaj, če pogledamo, tukaj je roževec, roževec je za večanje ljubezni. Roževec sam po sebi ga lahko date v žep in je za zaščito vašega energijskega polja. Potem je tukaj, majčkeno bom si pomagala, da ne bom kakšne krive vere učila, ametist. Ametist je povezan s kronsko čakro, povečuje povezavo z Božjim, ščiti, dodaja energijo. Potem je tukaj, tukaj je lapis lazuri, ki deluje na ščitnico, tudi jaz ga imam tukaj na obesku, povečuje izražanje, deluje prav na grleno čakro. Potem je tigrovo oko, ki sicer veča spolno moč, ampak deluje pa tudi na solarni pleksus, za zaščito solarnega pleksusa. Potem imam pa tukaj še karneon, spolna moč, spolna čakra. Zanimivo je, ščitnica in spolna čakra sta direktno povezani med sabo, tako da recimo to date pol v vodo, veste, da harmonizira vaše telo. Jaspis je tisti, ki nas prizemljuje, za tiste, ki nekje kar plavajo, in mislim, da je tale sudalit, čisti misli. Zelen kamen je za zdravljenje, za večanje srčne energije, v glavnem, komplet kristalčkov za vodo. No, ampak, zdaj pa če nosimo kristale takole gor na verižicah, se pa lahko zgodi, to so pa zdaj stranski učinki. Stranskih učinkov nimate, če date kristalčke v vodo. In potem prelijete te kristale z vodo, še to. Pred prvo uporabo jih je potrebno ščistiti. In zdaj, kako čistite kristale? Eno je pod tekočo vodo, lahko jih date v slano vodo za nekaj časa, to par minut, da jih čistite. Lahko uporabljate sveti les, da dim ali kadilo, recimo žajbla, da prekadite in zraven date informacijo oziroma ukaz, da se ščistijo vse energije vseh rok, ki so se do zdaj dotikale kristalov. Se pravi, da dobite čistega. No, potem tukaj so pa še roževci za vodo, potem kaj je še, tukaj je pa še šungit. Šungit je pa tukaj sicer drobir in to je pa za nevtraliziranje vodnega kamna. No, tako, to so zdaj kristali. Zdaj pa govorila bom pa naprej o tem, kakšne stranske učinke imate lahko, če nosite kristale, predvsem velike kristale. No, in to mi je bilo pa tako, opala, niso tako nedolžne zadeve. Se pravi, ker kristali okrepijo spodnje čakre, morajo biti pozorni tisti, ki pač nosijo te kristale. Pomembno je, da se dnevno čistijo. Če jih imate na verižici, greste pod tuš in hkrati se pač kristali ščistijo. Zdaj pa pomislite, kristali so živa zadeva in če jih date pri tuširanju dol, to pomeni, da se ne ščistijo. In to pomeni, da je velika verjetnost, da ta zastala energija ostaja na vas. No, in zdaj, kaj se lahko zgodi? Kristalov v bistvu bi bilo boljše, da jih ne nosijo ljudje, ki imajo visok krvni tlak in srčne težave. Se pravi, lahko popuščanje srčne mišice, ali pa da so imeli že infarkt, ali pa da imajo na splošno težave s srcem. Potem lahko kristali poslabšajo psihično počutje, zato je nujno potrebno tisti, ki ste mogoče tako bolj živčni,
da obvezno jih vsak dan sčistite. Pač vsak dan, ko greste pod tuš, še čistite kristale, pač morajo se pod tekočo vodo čistiti. Potem tisti, ki imate tumorje, ki imate raka, zaradi tega, ker kristali okrepijo spodnje čakre in vplivajo na razmnoževanje. In v tem primeru se tudi lahko poveča pač tumor ali rak. In tisti, ki veliko meditirate, pri naprednih tehnikah meditacije, se lahko zgodi kundalini sindrom. Zdaj pa kaj je kundalini sindrom? To pomeni, da v bistvu energija iz spodnjih čaker ne pride v višje čakre in se lahko zgodi nespečnost, psihična nestabilnost, oziroma tukaj v angleščini piše, se pravi psychical weakness, psihična šibkost, se pravi v trenutku eksplodiraš, slabo se počutiš. Potem bolečine, ki se selijo po telesu, povišan pritisk in pregrevanje telesa. No, to je v glavnem iz tele knjige Psychical Self-Defense. V glavnem, to knjigo mislim, da lahko dobite tudi na Amazonu v angleščini. V glavnem, tukaj to iz te knjige piše stranski učinki kristalov. No, to je zdaj danes eno tako, se reka, to vam moram povedati, ker ja, mnogi smo ljubitelji kristalov in jih nosimo. Dejstvo je, da se lahko zgodi, da imate kontraefekt. Pejmo na pozitivna sporočila danes. Rekla sem, danes bomo pa nekaj pozitivnega. Rabo nekaj za dobro voljo, za dobro počutje. Mislim, da ima vsak izmed nas kakšen izziv v življenju, da ima kakšno stvar, ki rabi majčkeno več pozornosti. No pa poglejmo, kaj sporoča stvarstvo nam, ki smo tukaj na tem potovanju. 3 karte prehod v novo dobo. Grlena čakra. Grlena čakra, izražam. Zanimivo je, ta grlena čakra deluje v povezavi z nadledvično žlezo in stresnimi hormoni, hkrati pa deluje v povezavi s spolno čakro in ljudje, ki imajo težave s spolno čakro, ker ta zadeva je povezana, se lahko zgodi, da jim začne zastajati limfa. In če imate težave z limfo, zdaj pa naprej, kaj morate si kupiti oziroma katere čaje je pametno uporabljati? Tukaj je z knjige, ko imajo hormoni žur, vam bom točno kombinacijo povedala, ampak dejstvo je, nabavite si zlato rozgo. Zlata rozga, to je zelišče, ki deluje na odvajanje vode iz telesa, ki deluje na to, da se uravna delovanje ščitnice, deluje na zmanjšanje stresnega hormona in deluje na zmanjšanje tudi ščitničnih hormon, načeloma popolnoma uredi. V glavnem, dejstvo je, da zlata rozga deluje na to, da spravi strupe iz telesa. No, dejstvo je, da, glejte, ognjič, pelin, rman, tavžentroža, trpotec ali zlata rozga, rman, regrat, poprova in črna meta, brinove jagode, angelika in ajbiš. No, kdor ima težave z zastajanjem vode v telesu, se pravi z limfo, ne uporablja zlato rozgo, rman, regrat, poprova in črno meto. Brinove jagode je pa pametno kar žvečiti, zaradi tega, ker brinove jagode pa delujejo prav na solarni pleksus, na žolč, na jetra, na odvajanje strupov iz telesa. No, tako da v tem primeru, kar nekaj stvari, kar si pač da se pomagata, ne da. Naslednja stvar, prijateljstvo. Brezpogojno sprejemam in se iskreno povezujem z ljudmi. Zadnjič je eno dekle reklo, pri meni doma so vsi, bom tako povedala, kot je rekla, fuknjeni. Se pravi, ko kažeš v druga, da je nekdo pomeni, da si ti še bolj. In tako smo pametni za druge, tako zmoremo obsojati druge, ampak prav to, kar, ko rečemo, da so drugi taki, to si ti. Brezpogojno sprejemati ljudi pomeni, da enostavno, če vidiš, da ti nekdo skače v glavo, si rečeš, veste tisto, dovolj, skači, ampak ne meni v glavo, dovolj.
Druga zadeva pa je, jaz se ne pustim razburiti. Pač, moj svet je miren, ne dovolim, da kdorkoli skače meni v glavo, postavim meje in naslednja zadeva, a ga bom obsojala, pa človek ima probleme. Ne moramo pomagati. Človek ima probleme in potem drugim skače v glavo. No in naslednja zadeva, bitje svetlobe. Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. Tako da v glavnem, ja, ko se bomo začeli zavedati, da smo vsi bitja luči, takrat se bodo začele stvari spreminjati. Zdaj imam pa tukaj še nemške karte, Obergang, in da vidimo prehod v novo dobo v nemškem jeziku, pa da vidimo, kaj sporoča za vse tiste, ki mogoče tudi spremljate izven meja Slovenije, da vidimo 3 sporočila, pa tudi za nas. Ljubezen začne se pri tem, da se imam rada. Da se imam rada in zato, ker se imam rada, dovolj pijem. Zato, ker se imam rada, poskrbim za moje osnovne potrebe. Zato, ker se imam rada, tukaj vem, da je moja šola, izražam in tudi povem svojo resnico. No ja, tukaj imam jaz še en taki odnos, ki imam še nekaj zapovedati. Okej, bo prišel čas. A veste, vsak ima kakšno stvar za predelati v življenju. Zato, ker se imam rada, grem na sprehod. Zato, ker se imam rada, zjutraj delam tibetanske vaje. Zato, ker se imam rada, jem na 2 uri pa pol. Pač, delam stvari zato, ker se imam rada. Zato, ker je vredno za sebe. No, naslednja je prišla jasnost, 69. Jasno mi je, zavedam se, resnica je ena. Ko se ne znam odločiti, me zadržuje strah. Strah je kot virus. Takrat dovoljujem, da ljudje, okuženi strahom, manipulirajo z menoj. Jasno mi je, kaj je dobro za mene. Jasnost mi pomaga do čiste resnice. Enostavno vem in se zavedam, kako delovati. V zavedanju je moja moč. Jaz vem, ker jaz sem resnica. No, to je naslednje sporočilo, je pa 74, da še to vidimo. 74 je pa sporočilo vztrajnost. Tale karta je prišla. Zmorem vztrajati na začrtani poti. Angeli mi stojijo ob strani. Včasih hočem hitro priti do rezultatov, vendar v ozadju delujejo skriti dejavniki. Ko pridejo temni oblaki, ko obup zakrije prihodnost, se zavedam, da so to samo preizkušnje. Ali zmorem ohraniti vero? Ja, včasih bi se človek prepiral in včasih bi se človek prepiral tudi z Bogom, da ni dovolj hitro, zakaj dopušča, zakaj se to dogaja. Ampak vsak izmed nas se nekaj uči, a je to tako? In vsak izmed nas se uči predvsem spuščati svoj ego. Ta svoj ego pa pomeni, da utišamo ta glas v sebi in da je tako kot mirna gladina. Veste, tudi če pride neka zadeva, da ne razburka to naše gladine, da ostajamo mirni. Se pač dogaja, kar se dogaja, se dogaja in ostajamo mirni. In to pomeni, da je to sproščanje ega. In sem imela en tak zanimiv klic. 5krat me je že klical ta gospod, zaradi ene in iste zadeve. Če bo, joj! In se nisem pustila. Enostavno sem rekla, v redu, midva sva zmenjena. Dejansko vidim, da mu moram postaviti tako meje kot majčkemu otroku, ko enostavno rečem, midva sva zmenjena, to, kar sva zmenjena, to bo in pika. In nimam časa zate. Ni druge, ker lejte, so ljudje, ki pač hočejo s to svojo nervozo še nas spraviti v to. Za koga že? Zato lejte, zato ker se imate radi in se cenite, znate reči ljudem tudi ne. Jasno se postavite za sebe in boste videli, takrat je pa lažje, veliko lažje. In to ne pomeni, da boste druge obtoževali, kakšni so, ampak samo ne dovolite, da vam skačejo v glavo. To znamo pri domačih ljublječkih postaviti meje, znamo pri otrocih postaviti meje, kaj pa pri vseh ostalih?
tam se pa gremo druge igrice, ne? Tako da uživajte, imejte lep dan, predvsem pa dovolite, da energija pride v vaše življenje. Dovolite. In sledite res samo tistemu, kar veča vašo energijo, in vse tisto, kar vam manjša vašo energijo, samo stran od tega. Tega vi ne rabite. In tiste informacije tudi na YouTubeu, lejte, na Facebooku, vsi meditirajo, vsi ne vem kaj delajo. Vse tisto, kar vam veča energijo, delajte, in vse tisto, kar vam povzroča nervozo, naj gre stran od vas. Uživajte, imejte se lepo in lep pozdrav.